Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Predlog ministra Gregorja Viranta o zmanjšanju števila občin je na okope spravil dva vidna opinion makerja slovenske politike, poslanca Slovenske ljudske stranke Franca Pukšiča, ki je bil kar 4 mandate in pol oziroma 18 let župan Destrnika ter veterana med župani Borisa Popoviča. Hudo kri med njima je povzročila ideja o zmanjšanju občin, ker je Boris Popovič svoje kritike usmeril predvsem na račun občine Destrnik, pa bi mogoče, dobro večer obema najprej, zdaj mogoče bi vam, gospod Pukšič, najprej dal besedo. Zdaj, gospod Popovič je zadnjič v naši oddaji in tudi na eni drugi televiziji komercialni dejal, da ima Destrnik pravzaprav več infrastrukture kot Pariz in London skupaj. Kaj pravite na to? Torej, še enkrat prav lep dobro večer vam in kolegu županu, kolegu Popoviču. Lahko rečem, da tisti del izjave njegove je torej netočen, da ima več, ampak da ima minimalno toliko infrastrukture, kot jo je seveda potrebno za kvalitetno življenje na podeželju. Rabiš zdravstveni dom, rabiš šolo, rabiš telovadnico, rabiš kanalizacijo, rabiš optiko, skratka, to so pogoji, da ljudje ostanejo na podeželju. Seveda so še nekatere druge občine, ki so uspešnejše, bile uspešnejše zato, ker so imeli tudi več lastnega vira. Moram pa seveda ob tej priliki, ker sem to tudi videl in poslušal po obeh televizijah, kolegu Popoviču povedati, da je bil žaljiv, pa ne seveda do mene osebno, ker to ni pomembno, žaljiv do ljudi, ki živijo na podeželju, in to seveda ni prav, to ni pošteno in to ni korektno. Ko je govoril okrog tega in seveda koliko več denarja so te občine pobrale, mu lahko sedaj takoj povem, da glede na podatke, ki jih pač imamo zbrane, stanje dolga občin v letu 10 in 11, je občina Koper, ker je pač kolega tu in zato o drugih ne bom govoril, zadolžena za 36 milijonov. Če imam podatek, da je 48-50 tisoč prebivalcev, to pomeni cirka 700-750 evrov na prebivalca. Občina Destrnik je pa zadolžena za 180 evri na prebivalca. In seveda, če tako seštejemo, je največji dolg pravzaprav v vseh teh večjih občinah, tako Ljubljani 460 evrov na prebivalca, Celju, Krškem, Mariboru. In na koncu, veste, iskati rezervo v malih občinah, da boš jih okinil, je seveda tako, kot če bi šli iskati male iglice v enem velikem kupu sena, ker je enostavno ne najdete. Samo z enim podatkom, država je naše državljanke in državljane do danes zadolžila za približno 9000 evrov po prebivalcu. Občine so pa zadolžile državljanke in državljane za 600 in nekaj milijonov evrov, to je 300 evrov po prebivalcu. Ali razlika je 30-kratna. Da bolj plastično povem, če si gre nekdo kupiti avto Clio za 15 tisoč evrov, torej to je zadolžitev na eni strani, na drugi strani pa 30-krat večja vrednost, ni 150 tisoč evrov avto, ampak je 450, skratka $500 000 evrov. Skratka, to so te relacije in vsi tisti, ki razmišljajo o ukinitvi malih občin, enostavno ne vedo, kaj delajo, oziroma, jaz sem že rekel, to je približno tako, ko mi na podeželju, ko smo vse včasih, tisti, ki smo bili na kmetih, telička iceka spustili iz hleva v okol in seveda leto levo, desno, naprej, nazaj, ni vedel, kaj bi pravzaprav naredil, dokler se ni utrudil. Tako iz tega projekta sigurno ne bo nič. Gospod Popovič, zdaj verjetno boste odgovorili, še vedno vztrajate na stališču, da so majhne občine za Slovenijo škodljive pravzaprav. Ja, seveda, vsekakor, vse lepo pozdravljam, mislim oba, pa tudi gledalce seveda. No, jaz moram povedati, zdaj to so demagoške obračanje pač znanj, mislim, starega politika. Naj povem starega v smislu, da ste že dolgo časa v politiki.
No, naj povem, da pač na take demagoške fore več ne moremo pristajati. Mislim, jasno je, v kakšnem stanju je naša država. V našem takem stanju je pa ravno zaradi tega, ker pač politiki vsako realno stvar ravno obrnejo v svoj prid, ravno nasprotno, kot je dejstvo. Zdaj pravi gospod Pukčič, da smo mi zadolženi. Mi, absolutno je, da nismo prezadolženi. Pomembno je, da nisi prezadolžen. Gospod Pukčič, zdaj ima njegova občina, ker je pač tako majhna, nima lastnih prihodkov, se enostavno ne more zadolžiti več kot toliko, ker ne more plačevati, ker nobena banka je ne bo dala. Mi redno plačujemo naše anuitete, obresti, vsako leto, tako mi smo nobeno nič dolžni in se razvijamo se nadpovprečno hitro. Zakaj smo mi vzeli kredit? Zato, ker ga lahko servisiramo. Enostavno, vse če ne bi mogli servisirati na nobeno ministrstvo, ne bi dovolilo, ker mi brez ministrstva za finance sploh ne moremo priti do tega. To samo veste, ne moremo kar sami se spomniti, da smo zadolžili. To je eno. In drugo, nobena banka nam ne bo dala ta denar. Mi smo se zadolžili zdaj pa naj gledalci ocenijo, po obrestni meri 1,65 do 2,25 skupaj z Euroliborjem. In to na 20 let. Zdaj pa gospod Pukčič verjetno se razume, ve, koliko so se oni zadolžili, ker on je predstavnik države, bil dostikrat do sedaj, ne? Mislim, še zdaj predstavnik države je govorim tudi pozicije, njegova stranka je bila kar nekajkrat na poziciji, tako prejšnja stranka, SDS, kot sedanja SLS, tako da v tistih 9,000, ki pravi, da smo se zadolžili nas, vse skupaj, vse občanke, vse državljanke, državljane, 9,000 evrov, to ste vendar vi nas zadolžili. Kaj sem jaz morda? Jaz sem zadolžil naše občanke in občane za 700 evrov. Ampak mi imamo ogromno vrednosti. Mi plačujemo, servisiramo, imamo neprimerno večje prihodke danes kot včeraj. Mi imamo zaradi tega, jaz se nisem zadolžil za to, da bom ta denar nesel domov, ali pa da greva z gospodom Pukčičem na pijačo, ali pa na ženske, ali kakorkoli. Jaz sem to porabil, oziroma mi smo porabili za nove vrtce, šole, ceste in podobno. In naša občina je zelo velika. In mi imamo 23 krajevnih skupnosti. 23. Če bi bilo tako kot na tak način, ko bi gospod Pukčič hotel, mi bi mogli razdeliti na 23 občin našo občino. Ljudje božji, 23 občin, to 23 županov, to je 60, ne vem koliko, 46 podžupanov, to je 23 direktorjev uprav, koliko je samo predstojnikov in tako dalje. Ljudje božji, kaj vsi bomo pod spomeniškim varstvom. Gospod Pukčič je že toliko let pod spomeniškim varstvom in to na občini in kot poslanec. Ljudje božji, pa vsi ne moramo biti pod spomeniškim varstvom, se pravi na jaslih države. Nekdo mora tudi delati. Mi živimo od realnega sektorja in če realni sektor ne bo močen, če gospodarstvo ne bo živelo, pač ne bomo živeli niti mi. To je dejstvo. In kar se tiče malih občin, to je isto tako, kot pravi nekomu prijatelju. Nesposoben ima edino sposobnost, da ne sposobi sposobnega. In te naše male občine imajo edino sposobnost, da ne sposobijo velike. Se pravi, tiste, ki imajo možnost razvoja. Mi moramo z velikimi občinami, tako kot mestna občina Koper, narediti nek razvoj in s tem razvojem, z dodano vrednostjo financirati ruralno območje, kar tudi delamo. Ker pri nas nobenemu ne pade niti eni krajevni skupnosti razen Ankaran, vemo zakaj, jim ne pade na pamet, da bi se odcepili od mestne občine Koper. Jaz ne vem zakaj. Dejstvo neka mičkena občina ima svojega župana, zakaj? Zakaj je to potrebno? Zakaj gospod poslanec? Zakaj on, če se čuti tako sposobnega, ne kandidira v večji občini? Pa naredi razvoj. Kakšen razvoj pa lahko narediš v enem destrniku? Kaj bo naredil industrijsko cono? Me razumete, kaj me hočem povedati? Naj bo ruralno območje, naj ljudje lepo živijo, naj imajo šole, vrtce in vse ostalo, kot imajo tudi pri nas. Take šole verjetno še lepše in boljše imajo tudi pri nas na podeželju. Ljudje božji. On pravi, da mora čisto vse imeti, pa čisto vse pa ne more imeti takoj. In zakaj imajo v destrniku čisto vse? Ne zaradi tega, ker so oni to z njihovim denarjem plačali, ampak zato, ker smo državljanke in državljani plačali destrnik, vse ostale majhne občine, proporcionalno smo plačevali njim. Ker to so dotirane občine. Oziroma, vi ste rekli zadnjič, da so imeli gospodu Pukšiču direktno, da je kot član SLS-a oziroma da je imel možnost dostopa do ministrov in do evropskega denarja. Logično, vse čas tudi danes ima. Ampak on še posebej, ko je bil na poziciji. SLS, vemo dobro, da je SLS imela roke nad večino evropskega sredstva vse čas. In ne samo to, da so porabili župani njihovih strank, največ, ali pa ogromno večino, recimo 80 in več procentov, ali pa 90, ne samo to ni dovolj. Še to je, da so tudi njihovi ljudje
sabotirali vse ostale občine, ki pač niso bile z njimi v kontaktu preko županov in tako naprej, preko poslancev, tako da se sploh ni nikoli porabilo. Sami veste, ni se sploh porabilo sredstev. Evropskih sredstev še nikdar nismo porabili 100%. Zakaj ne? Sigurno ne zaradi mene. Jaz sem čisto navaden župan. Če bi jaz bil na njihovem mestu, bi porabili vse 100%, pa še prosili bi, če nam dajo še kaj. Izvolite, gospod Pukšič. Vaš izziv je v bistvu eden od... Toliko, ne, kot je kolega Popovič govoril o demagogiji, ne, kot je sedaj on zganjal, jo pa res težko slišiš na enem mestu. Ne. Sedaj, če ti njemu poveš z številkami, ne, in da je koprska občina najbolj zadolžena v tej državi in da se on seveda želi združevanje zato, da svoje dolgove pokriva, tako Ljubljana in ostali, je seveda pač njegov način komuniciranja. Govoriti o tem, da nekdo živi na državnih jaslih, je zopet nekorektno. Namreč 70. leta sem se začel za električarja oziroma 73. in že takrat začel delati v avgustu v avstrijskem Gradcu, AEG Telefunken kot elektromehanik. Potem sem šel v vojsko in po končani vojski končal fakulteto, diplomiral v 4 letih in 4 mesecih na elektrofakulteti. Res pa je, da še pa nisem bil obsojen v tej državi zaradi kakšne utaje davkov, zaradi kakšnih svojih podjetij, ki ne bi davkov plačeval. To pomeni, da so nekateri postali bogati tudi na tak način, da so seveda to delali. Kolega Popovič dobro ve, da je med njimi. V tem trenutku, koliko vem, vsaj pred kratkim sem na televiziji slišal, da proti njemu tečejo tudi neki postopki v zvezi z nepravilnostmi okrog gradbenih parcel, zemljišč. No in pogledajte, niti ene zadeve mi ne more noben očitati, ne, in potem seveda nastopa z takšno demagogijo. In še enkrat, ne, če ne verjame to, kar sem pač rekel, ne, to tako piše, jaz sem to ven prebral, ne, in zdaj kaj drugega ne morem. Torej, dolg v milijonih evrih zdeliti z prebivalci, to pa seveda tudi vem. Ne. In to, kar imajo, torej ruralno področje naj ostane ruralno področje, podeželsko področje, res je, naj ostane in je lepo tam živeti, definitivno lepše kot v enem bloku, ne vem, v mestu, sploh če nimaš dovolj denarja in živiš v slabem stanovanju. Vendar tam morajo imeti ljudje pogoje za to, da bodo tam živeli, da bodo mladi tam ostali, da se bodo vračali, da bodo imeli otroke tam, da bo podeželje obdelano. Ker prav zaradi tega in takšnega načina, kot se sedaj tu dogaja, ne, se nam seveda podeželje prazni v teh zadnjih 20 letih, oziroma pravi, da sem kriv, ne, za zadolžitev 9.000 evrov. Jaz, ko sem bili v koaliciji, sem bil v SDS-u, bili smo 4 leta v vladi, takrat države nismo zadolžili javnih financ, sedaj leto dni v SLS-u tudi nismo zadolžili. To pomeni, dobro veste, ne, da je državo zadolžil vlada Boruta Pahorja, vsako leto čez 2 milijardi evrov, na to smo opozarjali. Kolikokrat sem z poslanskim vprašanjem tako predsedniku vlade in ministrov in tako dalje postavljal vprašanje v zvezi z koriščenjem evropskih sredstev in morate priznati, kolega Popovič, da sredstva, ki so bila na razpolago za koriščenje v občinah, smo jih izkoristili 600 in nekaj milijonov evrov in to je edino, ki je bilo 100% izkoriščeno. Še več bi bilo, če bi imeli na te postavke. Ostalo pa je seveda odgovornost na ministrih. Ampak veste, kaj je problem? Pri nas je problem, da so takšne odgovornosti samo politične odgovornosti. Ne? In na koncu, ne, predstavljajte si, ne, zapufa torej državo za 7 milijard evrov, zgubi mandat predsednika vlade, po 3 letih torej mu razpademo oziroma zgubi volitve na stranke, ampak na koncu dobi volitve za predsednika države. To pa je tudi res, ne, zakaj? Ne? Ker smo pač imeli 3 slabe, ne? In ta je bil med najslabšimi, torej ta je bil med vsemi 3 slabimi še najboljši, ostala sta bila še bistveno slabša. Pa ne glede na to, da je bil zver iz SDS-a, za mene je bil slabši od Boruta Pahorja. Ampak če to nazaj pogledaš, ne,
Je pa seveda druga resnica. Torej, ni res, da govorimo karkoli o demagogiji, res je, da bi radi tako pokrivali te pufe in seveda, kar je še hujše, s tem denarjem bi radi pokrivali tudi nasedle tajkunske investicije. Izvolite, gospod Popovič, več bi rekel, obtožb. Niso obtožbe, resnico sem povedal. Jaz sem mislil pač bolj spravno, ampak očitno se z gospodom Pušičem ne da, tako da bom povedal tudi jaz, kakšne stvari o njemu. Mislim, vem dosti, ljudje vejo še več in izvedlo se bo v prihodnosti verjetno še marsikaj. Vsekakor to niti slučajno ni res. Jaz se strinjam, ta drugi del, se pravi s temi našimi predsedniki, zadnjimi strankami, ki so zadolžili, ne zadolžili in tako naprej. Ampak dejstvo je, da tudi njegova stranka, njegovi stranki, tudi on je kriv, absolutno je kriv, da je stanje tako, kako je. In jaz ne vem, ali ste mislili, da nas boste pripričali, da zdaj bomo volili še naprej. Ljudje božji, vi morate vedeti, da je on poslanec s tem, da ga zvolijo 2300 ljudi. 2300 ljudi ga voli, on je poslanec in on določa kako in na kakšen način se bo razvijala Slovenija, kakšne bo zakon in tako naprej. Mislim, to so nedopustne stvari. On je izvoljen za župana z 900 glasovi. Z 900 glasovi, ljudje božji, pa te ljudi vse poznajo, to je še sorodnikov imaš več kot toliko. Mi razumete, to so nenormalne stvari, to so stvari, ki se ne morejo dogajati v neki taki državi, kot je naša. To se lahko dogaja v Švici, ker ne vejo, kaj znarja, ker imajo denar tam iz celega sveta in za realno gospodarstvo, ki ne zanima, ker imajo preveč denarja. Mi pa moramo služiti iz realnega sektorja. To je dejstvo. Kar se pa tiče davčne utaje in podobnih stvari. Naprimer, jaz nisem nikoli bil agresivec. Jaz nisem nikoli udaril nikogar. Nikoli me niso tožili zaradi tega. Nikoli nisem, policija ni morala se vmešati v ta stvari, recimo pri gospodu Pukšiču se je in to za lastno hčerko. Lahko še to po časopisih pisalo. Lastna hčerka bi 25 let stara, jo vam pretepil pred ljudmi. Ali je to v redu? Ali so to normalne stvari? Gospod je poslanec in župan. Zame to ni normalno, jaz mojih otrok niti slučajno ne bom tepil. Pa so mičkini še, mi ne pride na pamet, to je eno. Potem je ta ista hčerka dobila zaposlitev na upravni enoti Maribor. Spet pod spomniškim varstvom. Čisto slučajno 94 kandidatov ravno njo so zaposlili tam. Zavem, zakaj ona ni šla v realno gospodarstvo. Potem je tukaj, mislim, da je Marko, drugi sin od gospoda Pukšiča, Marko Pukšič, zaposlen v Marifarmu. Spet sporna zaposlitev, spet po vseh časopisih in tako naprej. Tega je ogromno. In ljudje božji. In zdaj tak človek potem govori, kdo je obsojen, kdo hodi na sodišče. Ma problem je, zakaj te ljudje ne hodijo na sodišča. Kaj vse še mora biti zadaj. In te ljudje, on je bil predsednik krajevne skupnosti Destrnik in potem lepo, ko je videl, imel močno oporo strank, vedno je lepo, ko Bubrek Ulojev hodil na volitve z podporo strank, ne miga sam sabo, vedno stranke, in lepo postal župan, pa poslanec, pa ne vem kaj še vse, in potem zaposlil otroke in pač vse štima. In kdo bo delal? On je rekel, da je bil v gospodarstvu, res je bil v gospodarstvu. Je bil 9 let v gospodarstvu, 6 podjetij je zamenjal, 6 firm je zamenjal v 9 letih, 2 stranke je zamenjal parlamentarne. Ne da bi svoje naredil, da bi šel on bi rekel jajca na mizo in reče, evo, jaz sem Jack, ljudje me imajo radi, zato ker sem dobro delal in gremo na volitve. Ne, SDS, SLS in gremo mutiti, koliko bom dobil. Samo da pridem v parlament, da sem na sigurnem, delam in pika, ljudje božji. Mislim, te ljudje vse treba plačati, in še enkrat ne povem. Mi nismo prezadolženi, mi smo zadolženi, lahko z lahkoto plačamo in mi se lahko zadolžimo še 12 milijonov. Občina gospoda Pukšiča se sigurno lahko še zadolži, ampak enostavno ne more plačevati obresti in ne more vrniti glavnice. To je problem, zato se ne zadolžijo. Drugače, če se ne zadolžijo, zakaj, če lahko plačajo, zakaj ne danes naredijo ljudem še več, če je to res? Jaz ne vem, zakaj ne bi ljudem lahko omogočil nekaj več danes, nego da bi rekel, ne, šparamo, veste ljudje, mi šparamo na vas in bomo takrat. Če imamo to možnost, zakaj ne? Me razumete? Zakaj ne bi danes imeli novo šolo, nov vrtec in podobno? Mi nismo na mestu gospoda Pukšiča, da se izmišljuje pa Evropska unija, pa ne vem kaj, pa vsi dajo njemu, ne preko naših ministrstev, ne? Ker tako ali drugače, tudi če ni na poziciji, on je parlamentar, on je tam pa mutijo z glasovi, pa enkrat tega podpere, enkrat turnega problema, vedno je nekaj za Destrnik. Kar je super, ampak ljudje božji, dolgoročno ni dobro za prebivalce Destrnika. Zakaj ni dobro? Zato, ker fajn zgleda prvi dan, drugi dan, par let.
Ampak kaj pa potem, ko nimajo službe, ko nimajo več od česa živeti, ko bo propadla cela država? Me razumete? Nam država propada in ruralno območje. Mi imamo ruralno območje ogromno destrnikov imamo in nihče se ne odseljuje z našega ruralnega, ravno oblačno, priseljujejo se brez tega, da imamo občino. Ne rabiš občine zaradi tega. Rabiš dobrega župana. Če dovolite, tako vam bom dal besedo, če dovolite, mislim, da imamo en klic oziroma... Dober večer. Hvala lepa. Ja, izvolite. Halo, se slišimo? Zgleda, da nam je linija padla. Izvolite, gospod Pukšič. No, jaz seveda nisem želel, ker sem na začetku, ko sem govoril o številkah, ko sem govoril o zadolževanju, ko sem govoril o občinah, nisem izpostavil kolega župana z njegovimi pravnomočnimi obsodbami, z utaje davkov in tako dalje, z problemi okrog tega, koga je on zaposloval, ljudi, ki so bili pravnomočno obsojeni prav zaradi koruptivnih dejanj in tako dalje. Nisem želel na taki način nocoj tega razpravljati. Ampak seveda, če kolega Popovič gre tako nizko, pač enostavno moram povedati in zelo enostavno in po vrsti. Najprej je rekel, da sem zvoljen z 2300 ljudi za poslanca. Torej, to ni res, zato ker me volijo v 9. volilnem okraju, 8. volilne enote, približno 24 000 prebivalcev, to je v 7 občinah in 2 primestnih četrtih mestne občine Ptuj. Torej, prvič lažete. Drugič, lažete, ko je moja hčera kandidirala in je bilo 94 kandidatov. Torej, to boste morali dokazati. Tretjič, lažete, moj sin Marko je bil 4 leta in nekaj zaposlen na T2. Ko se je tam pač nekaj dogajalo, je seveda mogoče tudi žal zaradi tega, ker ima takšen priimek, to zapustil, kar se pa tiče zaposlite v Mara Farmo, pa se je prijavil na razpis, jaz sploh vedel nisem za to, direktorica je to tudi pojasnila, je bilo v časopisu jasno napisano, torej daleč najvišjo izobrazbo je imel, kar se tega tiče in je bil sprejeti tudi imel vse kvalifikacije. Pretepanje hčere lažete in sram vas naj bo, to vam pa ne morem drugače reči. Ni šlo za to, šlo je za to, ker je imela velike težave z problemi, torej z kožo, neurodermitisom in so jo nekateri pripeljali pač do tega, tudi mi, če pridemo v neko družbo, se nama lahko zgodi, da bova nekaj naredila, česa drugače ne bi naredila, če bi razsodno razmišljala. In seveda sem hotel samo zaščititi pred tem. Zaščititi pred tem pa tako, ker je imela prvič v življenju cigaret in v rokah. Pa ni problem cigaret, ni problem. Problem je, ker to strahovito negativno vpliva na njene neurodermitis in za lastnega otroka bom naredil vse, da ga bom zaščitil. Tako da sram vas naj bo, da to spodnašate, ker ni bilo nič narobe narejeno. Kar se pa tiče mutijo za denar. Ja, mislim, ne morem verjeti, mutijo za denar, mutijo, da nekoga drugega podprejo, enkrat enega, drugič drugega in dobijo neki denar v državi. Tako dela očitno kolega Popovič. Ta je predolgo čakanje. Ta je predolgo. Hvala lepa. Dobro večer, izvolite, mislim, da imamo nekoga na liniji. Dobro večer. A se slišimo? Ja, dobro večer, gospod Dušek. Ja, izvolite, če imate vprašanje. Pozdravljam oba sogovornika. Dan. Sogovornika še enkrat lepo pozdravljam. Ja, prosim, če imate kakšno vprašanje za njih. Veste, nisem niti eden od strankarskih pripadnikov, ampak kaj govori ta gospod Popovič, je pa res bolano. Škoda, da taki ljudi sploh zovete v studio. Ampak, a imate kakšno vprašanje za njega, prosim vas? Dobro, hvala lepa. Okay. No, in samo da zaključim še z tistim zadolževanjem. Torej, ne more. On se lahko zadolžuje, pa dobi soglasje ministra za finance, torej njegova občina. Upam, da imate soglasje za vseh 36 milijonov. Destrnik se pa seveda več ne more zadolževati, ker nimaš česa vračati in tako dalje. Mimo grede, proračun za 2014 je z zadolžitvijo žal tega župana, ki žal na Destrniku zelo slabo dela,
dodatno za 1 300 000, vendar je bilo predvideno zadolžitev Dobro. že v mojem, To to ja, moram izvolite. povedati, v mojem mandatu za 1 89 000, zato ker smo šli v podpis predpogodbe, ker bo občina kupila torej eno etažo prostorov, tako za upokojence, upravno enoto, policijsko, občinske prostore, to pa zato in izključno zato, ne zato, da bi rabil župan nove prostore, ampak zato, ker dobimo končno trgovino na Destrniku. Smo razumeli. Torej, ta denar je na proračunu občine Destrnik. Gospod Popovič, izvolite. Jaz moram gospodu Pukšiču povedati, da jaz nikdar ne lažem. Lahko govorite, kar hočete, Nekajkrat ampak ne, ste. da lažem. Ne, niti enkrat. Jaz sem se te stvari zapisal, če bo se slučajno vi uporabljal nizke udarce, vam bom tudi jaz povedal dejstva, kaj se je zgodilo. Meni ne pride na pamet, da bi, ne vem, da bi se na tak način znašel nad otrokom, niti slučajno. Jaz imam tudi bolanega otroka in mu pomagam drugače, ne da ga tepem. No. To je eno, tako drugače, jaz mislim, da pomoč se da drugače pomagati, brez pretepov. No, da vidim, gospod voditelj, izvolite, Franc Pukšič, lokalne volitve, pogledajte, koliko glasov je dobil. Če lahko preberete na glas. Vse to, kar gospodu Pukšiču pokažete. Ne, vi če preberete, koliko je dobil glasov za župana. 864, Okay, zdaj pa če pogledate še, koliko je dobil glasov za poslanca. 2007. Za poslanca, tukaj imate, z zelenim. 2367. Katerega leta? Ni važno, kjer gledate. Katerega, kak ni važno? Koliko je dobil glasov, če lahko, Kako ni važno? preberete, koliko glasov. 2376. Kaj pa na zadnjem mandatu? 5000 in Se nekaj? pravi, dobil je gospod Pukšič, je dobil 2376 glasov. Ljudje božji, kdo to laže? Katerega Rekel leta? ste, da sem glagal. Lažete. Ste dobil ali niste dobil? To moji glasovi ali vaši? Jaz sem rekel, da ste dobil 2500 glasov, manj kot 2500 Ni res, glasov. niste To je tega res. rekli. 2300, Niste sem rekel tega- tako. ne, niste. Vi ste dobil 2376 glasov, niti enega več. In zaradi teh 2376 glasov ste vi v parlamentu, ljudje božji. To stranko, ne vi sam. Stranko, sramota, stranko. Zdaj pa vi povete. In ljudje vas moramo poslušati zaradi tega, ker 2376 glasov je volilo vas oziroma stranko, vas moramo poslušati že toliko let. Samo še gospod Pukšič. Torej, V tem je problem. Torej, ni res, potem reče, da lažem. ja, res je, lažete, Pred ljudmi je rekel, lažete. predloži, zato ker sem Seveda pošteno povedal. Jaz sem pokazal dokumente. Gospod Vi ste Bobovič. rekel meni, da lažem. Se pravi, in take so tudi moje obsodbe, ker hočete in nastavljate mi laži. Jaz nisem kriv za nobeno stvar, jaz nisem nič slabega še v življenju naredil, ampak samo dobro. In samo taki, kot ste vi. Ulovili smo vas na laži, ne vi meni, jaz vas. Gospod Pukšič, na kratko pa gremo Hvala na Bogu, glase. da je v živo. Pa gremo na... Hvala Bogu, da je v živo in pogledajte magnetogram. Rekli ste, da 2300 ljudi me voli za poslanca. Ni res. Volilna enota Vas je ima izvolilo 23 000 prebivalcev približno. Res je, da sem dobil v prvem mandatu. To je politična. Ja, ni res. Ko je bil SDS, je dobil 5000 takrat, ko so SLS, je dobil 2300. To so žive resnice. Tako je res. Jaz sem vse tukaj. Jaz sem vse s sabo, ljudje božji, ker se mi zdelo, da boste kaj takega rekel. Tako je, žalostno, ampak resnično. To se dogaja v Sloveniji. In bolj, ko bomo razdrobili vse skupaj, slabše bo. Če dovolite, za kratko samo v bistvu. Pol pa vi na ves glas govorite o Zoranu Jankoviću, o njegovih sinih, ves čas govorite z imeni, kaj so naredili, kaj niso naredili, nič pa ne poveste o vaših sinih in vaših čerkah in kaj ste vi delali, kaj vi delate. Ne? In to ni prav. Ves čas govorite z imeni in priimki sinov od gospoda Jankovića, ne jih blatite, ves čas, vsa leta in nastopate proti njim, proti njemu. Ko se pa pove o vaših otrocih, ne, je pa narobe. Dobro. Vi ste vedno začeli, gospod Pukšič, in bilo fajn, da nehate že enkrat. Izvolite, gospod Pukšič, samo na kratko, če bomo nadaljevali s to temo. Gospod Popovič, vi res niste naredili nič narobe v življenju, zato ste bili dvakrat pravnomočno obsojeni zaradi razžalitve novinarja in kriminalistka, oziroma novinarke in kriminalista. Bili ste pravnomočno obsojeni za utajo davkov v svojih lokalih leta 2001 in to sodbo ste dobili 2011. In sedaj, tako sem že prej rekel, potekajo očitno neki postopki proti vam v zvezi z gradbenimi zemljišči. To je eno. Drugo, stranka, Slovenska ljudska stranka je dobila 6 in nekaj procentov, sam sem dobil 17%, torej na zadnjih lokalnih volitvah. Ko je SDS dobivala okrog 30%, sem sam dobival tudi na začetku ne, na začetku nekaj čez 20%, potem pa
blizu 45 in preko 45%. Teda to so realne številke. Dejstvo pa je, da so seveda nekateri v parlamentu, tam, ki imajo po 4 poslance ali še manj, jasno, tudi z manj glasov, ampak to je sistem, politični sistem. In ko vi govorite meni o tem, da jaz govorim o sinovih Jankoviću, moramo to odgovoriti. Govorim seveda o tistem, o čem vem, ker sem torej videl marsikateri dokument preko komisije in seveda nisem govoril o številkah in konkretnih zadevah, ampak na to opozarjam in tudi danes se sprašujem, kje so tožilci, kje so kriminalisti, kdaj do ovadbe napisane. Dobro, nadaljujemo. Bom dal takoj besedo sam, ker smo že malo prekorali, če lahko pogledamo glase, pa nadaljujemo takoj po glasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol, zelo vroča, rekel, na momente debata med gospodom Pukšičem in gospodom Popovičem. Gospod Popovič, vi ste se javili za repliko. Ja, no ne povem, gospod Pukšič kot prekrajeni politik spet zavaja ljudi. Je rekel, da je 17,94% dobil na zadnjih, mislim, na te parlamentarnih volitvah, kar je res, procenti je ok, 17,94, ampak on je dobil, dejstvo je, da je dobil 2376 glasov. In pika, toliko glasov je dobil, 2376 in zaradi tega je on v parlamentu in zaradi tega ga moramo poslušati, zaradi tega se pač on odloča in vedrino oblači nad našim vsakdanom, nad našim danes in nad našim jutri. In to je nedopustno. To je nedopustno. So stvari, ki pač so dopustne, stvari, ki pač niso dopustne. In naj povem, kar se tiče mojih zadev. Če se spomnite, pred 10 leti so mene priprli. Jaz sem postal sem prvi demokratično izvoljen župan na taki mestni občini brez stranke. Brez podpore nobene stranke, to v Rdeči Trdnjavi. Sami veste, kakšne probleme, kakšne težave sem imel vse posod. Zdaj vidimo Gašper Mišič, kakšne probleme ima, odkar je imenovan odkar se je pojavil kot kandidat za predsednika Luke Koper. In to isto se dogaja pri nas pač ves čas. Pri nas je jasno, da je Rdeča Trdnjava in da to razbitje izredno težko dokončno. Če sploh to možno. Naj vam povem, mene so po 8 mesecih županovanja že priprli. Jaz praktično sploh še nisem vedel točno, kje sem bil že v priporu. In to 28 dni, 7 ur in 5 minut. Takrat je bil minister za pravosodje ravno SLS-ov minister, ravno SLS. In pazite, mene so dali v pripor. Po enem mesecu so me spustili, teh 28 dni, ker sem bil pravnomočno izpuščen in to dokončno, ne samo pravnomočno, dokončna, sodba dokončna in tudi izplačali so me 10 000 evrov, ki sem pač dal v dobrodelne namene, ker nisem hotel ta denar imeti. No, naj vam povem, našteli so mi 13 kaznivih dejanj. Poslušali so me 6 mesecev, neprekinjeno, sledili so mi, kaj so se delali in na koncu vseh teh 13 kaznivih dejanj nisem obsojen za nobeno. Mene so obsodili za utajo davkov pred županom, spaj 2001, ko se prav pove, ko nisem niti vedel, kje je občina, ne samo, da sem bil župan, ker sem imel 2 kafiča v lasti, ker sem pač oziroma so lastnini, jaz sem bil direktor. In posledično, da sem bil direktor, sploh nisem vodil teh podjetij, teh kafičev, sploh nisem vodil, jaz sem imel vse druge stvari. Imel sem prokurista, ki je to vodil. In so mene posledično obsodili za 11 000, za utajo 11 340 evrov, to pomeni nekaj mesecev plače ali ščirke ali pa sina, tam, ki pač so zaposleni, vemo kje, ali pa 2 meseca mogoče plača poslanca, so me obsodili za 11 340 evrov. In to je pravnomočna sodba, kar pa ni dokončna. Mi smo se pritožili, ni dokončna, jaz sem prepričan, da bo padel tudi v tem delu. Najprej, kje so me pa obtožili, so me pa utaje 6 milijonov, razumete, več kot ima promet cela Slovenija, oziroma ne cela Primorska, vseh kafičev skupaj. To so me obtožili, blokirali so mi račune, vse račune so mi blokirali 3 leta, nisem imel plače, sploh nisem dobival 3 leta. Poslanec je mirno gledal iz parlamenta, se je režal, nič takega ni rekel. Kaj delamo s podjetniki, kaj delamo s privatniki? Dobro veste, da danes, kako je, dobro veste, pogledajte v Hrvaški, kako je stanje, ko so uvedli elektronske kase. Zakaj ne uvedete tukaj, gospod poslanec? Zakaj ne? Ker se bojite, ker bo vsi vaši prijatelji prišli ven na plano in še marsikdo drugi. Dajte uvesti že enkrat, jaz sem takoj za. Dajmo kase, ampak moramo znižati davke, istočasno. Enostavno te naše politike so nam zavozili državo, mi bomo lačni vsak čas, kar nekaj jih je že. Ljudje bozika, ne vidite, kam pelje to. In kje, naj povejte mi, gospod Pukšič, kaj so mi kot županu že enkrat dokazali, jaz sem župan že 11 let, ne 1 leto, 11 let. Povejte mi, prosim, kaj so mi dokazali, da sem na občini slabega naredil. Da so rekli, da sem jaz nekaj naredil. Ne, da so v podjetju
podjetju, ki sem bil jaz direktor, pa nekateri zgrešili in so naredili 11.340 evrov davčne utaje, kar sem prepričan, da niti slučajno ni tako in bomo to tudi dokazali. Ampak naj vam povem, kar se tiče naprimer nekih obtožnic, ki jih imamo zdaj, naprimer v enem primeru je zemljišče, ki smo ga prodali približno za 8,5 milijona evrov, 8,5 milijona evrov in to je sporno. Danes je bi to zemljišče morda vredno 2 milijona, 3 niti slučajno, niti 2 ne bi dobili. Ampak recimo, da bi dobili 3 milijone. Danes bi dobili 3 milijone za njega. Mi smo dobili 8,5 5 let nazaj. Če gledate samo obresti, koliko so do zdaj, koliko so plače pa te, ki so kupili, je recimo nekje so plače do zdaj 1,5 milijona obresti, če ne še več, to je 10 milijonov evrov. Danes, če bi mi prodali, da bi dobili 3 milijone, namesto 8,5 takrat, pa smo lahko ta sredstva tako vložili v stvari, ki pač v investicije tam, ki pa zanima naše občane, za boljše življenje nas danes in jutri, ne? Zdaj mi vi povejte, kaj me bojo obsodili zaradi tega, ker smo prodali neprimerno višjo, po višji ceni, kot bi lahko dobili kasneje. Smo imeli cenilce, smo imeli vse. Mislim, jaz nima veze, jaz nič nimam pri teh prodaji. Gospod Pukšič ne razume, ker on je vodil majhno občino in pač je one man band in dela vse on po domače. Naše občine se ne da delati po domače. Imamo 140 zaposlenih, imamo predstojnike, imamo urade. Jaz ne morem iti mimo tega, razumete? In jaz, če bi hotel krasti ali nekaj muti, tako kot pač nekateri mutijo, bi moral se zmeniti z ogromno ljudmi. Potem, ko pri gospodu Pukšiču pa ni treba. Računsko sodišče gleda v glavne mestne občine in velike občine. Majhne občine, kot je njegova, pač ne gledajo. Ker to predpostavljajo tako mičkeno in ne gledajo in tudi oni, če bi hoteli, ne morejo delati vse po predpisih. To mi je rekel sam bivši predsednik Računskega sodišča, ki sem rekel, čakajte, zakaj ste vedno tukaj? Po 9 mesecev so pri nas na občini, 9 mesecev, 3krat so bili že po 9 mesecev pri nas na občini. In kaj so ugotovili? Nič, pozitivno mnenje. Zdaj mi pa povejte, kaj je narobe z našim poslovanjem? Pa naj mi že en pove, ne nakladati, povejte mi, kaj je narobe. Pridite pogledati v Koper, pa boste videli, kako to izgleda. Jaz bi samo, bom dal takoj vam besedo, če lahko sam pogledamo na kratko, sam župan, nekdanji župan Mariborske občine, Franc Kangler, mislim, da je imel danes tiskovno konferenco, če na kratko pogledamo, kaj je njegovo izjavo, ki mislim, da je tudi dobo 2 ovadbe, če smo prav seznani. Ja, pozdravljam v mojem imenu. Bolj na glas, ne, na glas. Na glas, da. Zaslišan v zvezi z Mariborsko spanjačo in trgom Leona Štukla. Da bom podal danes tukaj izjavo, je samo en razlog. Prav je, da ste vsi naenkrat obveščeni. Ni tako kot v preteklosti, ko me je policija ovadila, pa so samo v eni medijski hiši poročali. Večjega mobinga v življenju nisem doživel, kot ga doživljam v zadnjem času strani policije, da me po 4 letih Mariborsko spanjačo, povabijo na policijo in mi predočijo, da sem utemeljeno osumljen zlorabe položaja oziroma nepremoženjske koristi s tem, ko sem ponovno kot župan mestnemu svetu predlagal rešitev za zimsko sezono in rešil vsako leto Zlato lisico. Sramota od sramote. Da mi nekdo očita, da nisem šel po zakonu o javno-zasebnem partnerstvu. Mi smo naredili tako, kot je predsednik vlade, takratni Borut Pahor, v večjih primerih podelil koncesijo na podlagi 26. člena zakona o žičničnih napravah. Tako kot so vse ostale občine v Sloveniji podelile koncesijo na podlagi tega zakona. Ministrstva za promet, da smo šli po pravi poti. Danes mi na policiji očitajo, da sem predlagal napačni predlog mestnemu svetu. Sramota od sramote. Rešil sem zimsko sezono, mestni svet kot župan, 500 delovnih mest na Pohorju, vsako leto, veliko turizma, Zlato lisico vsako leto, dobili smo gondolo, dobili smo 4,2 milijona iz Evrope. Gospod Lahovnik nam je takrat stal ob strani. In danes nekdo na ta način zganja pritiske na mene, na mojo družino in vse, ki so z mano kakorkoli delali, da bom spet imel v kakšnem od časopisov eno ovadbo kazensko več. Verjetno
bo predsednik države Borut Pahor tudi povabljen na isto policijsko upravo, ker je enako kot sem jaz na Ribniškem Pohorju podelil koncesijo in tudi podpisan pod odlok vlade, tako kot sem jaz podpisan pod odlok mestne občine Maribor. To je en dokaz več, da nekdo zlorablja to policijo za politično obračunavanje z mano. Po 4 letih in pol, leta 2011, so to dokumentacijo zasegli. Sistematično me ovadijo vsake Videli smo izjavo gospoda Kanglerja, gospod Pukšič, kako komentirate to, oziroma vi ste hoteli še odgovoriti gospodu Popoviču. No, seveda na način, ki pač on nocoj nastopa vehementno in žaljivo ter nesramno žali seveda vse tiste, če mene niti ni pomembno, ne, ko govori, da delajo kar tako na pamet, ki dobijo kar tako denar preko strank in tako dalje, kar seveda pač enostavno ni res. Vedno so razpisi, vedno so pogoji, vedno se moraš prijaviti in seveda izpolnjevati in potem šele, če je to izbrano, potem tole dobiš. To je eno. Drugo pa, zdaj v Državnem zboru, ne, jaz se zavedam, bom rekel, svoje odgovornosti, toliko koliko je pač lahko imam to, da opozarjam na nepravilnosti, je sigurno moje delo kot opozicijskega poslanca. 17 let to državo, 17 let že vodijo, se spomnite LDS-a z 34 poslanci, Zaresa, Združene liste, sedaj Pozitivne Slovenije. Samo 5 let je bilo pravzaprav vodenje strani te desne opcije. In nekaj smo naredili, sprejeli smo zakon o vračanju v javno telekomunikacije, ko smo bili na oblasti, sprejeli smo zakon o financiranju občin, torej ko smo bili na oblasti, torej to je dobro, res pa je, da nečesa nismo naredili in to se očita, da niso sprejeli kakšnega zakona, da bi ljudem, ki so pravnomočno obsojeni, v tistem trenutku, ne glede na to, kakšna je kazen, v tistem trenutku prenehale vse možnosti političnega udejstvovanja. Potem bi Popovič bil že kar nekaj let brez županskega stolčka. Če nekaj vam je pa vendarle skupno, ne? Oba sta v bistvu bila na nek način sopotnika Janeza Janše, oziroma in sta oba nekako prišla v sporu, vsaj politično ste se razšli, vi ste odšli od Janeza Janše. Kakšen je pravzaprav vaš odnos do Janeza Janše in recimo na drugi strani do Milana Kučana? Jaz se z Janezom Janšo nisem razšel, jaz sem odšel iz stranke zaradi nekaterih drugih, zato ker, če zahtevam od politične konkurence poštenost, načelnost in na to opozarjam, potem seveda še toliko bolj to zahtevam tudi znotraj lastne stranke. Ker seveda nekaterimi stvarmi se pač nisem strinjal, so bile nepravilne, nepoštene, nekorektne, sem se tako odločil. Torej Janez Janšo še imam vedno korektno odnos in tudi, ko je bil predsednik vlade, sem bil z njim v kontaktu. Odnos do bivšega predsednika države, Milana Kučana, je takšen, ko sem ga zasliševal kot predsednik preiskovalne komisije o sumu zlorabe in koruptivnem dejanju v zvezi z privatizacijo torej slovenski državi, in ko je tam takrat na preiskovalni komisiji odgovarjal, je nekatere stvari, ki jih je povedal, niso bile točne, kar smo mu potem dokazali. To pomeni, če iz tega sklepam, je seveda marsikaj tudi drugega in večjega povezanega. Izvolite, gospod Popovič. Ja, gospod Pukšič ravno vrata pač zelo taktično pač govori, kako jaz žalim druge, ne njega, to če njega najmanj pomembno, ne, tudi on lahko mene žali, me žali vedno, žali tudi Zorana Jankovića, njegove sine od drugih, otroke vseh ostalih politikov, taki drugačni, ki so mu na poti, ampak njemu nič, ne, kot da mi nimamo družine, kot da družina ima samo on, kot da samo on ima ženo doma, kot samo njega čakajo otroci doma, tudi mene čakajo otroci, tudi jaz imam 3 otroke, tako kot on, in me imajo radi, ne, tudi mene, ne bo verjel, ampak tako je in tudi jaz njih. In ne povem, gledajte, dejstvo je, da je ta gospod Pukšič že preveč časa v politiki in taki podobni ljudje kot je on. In to se jasno pozna povsod. In tu so problemi. Poglejte recimo pri gospodu Kanglerju, kaj se je zgodilo in kaj se dogaja. In taki ljudje kot on sploh to ne vidijo. Jaz ne rečem, da je gospod Kangler
super poštenjak, da vse naredil perfektno to. Jaz nimam nobenih dokazov, ampak gledajte, koliko vat od njega je že padlo. Samo pogledajte, koliko jih je padlo. To za mene te radari, 30 milijonov neke radar, ne vem, to meni res ne razumem, ne vem, kdo mu je svetoval, ko so to naredili, nimam pojma, ampak recimo po celi Sloveniji bi lahko, po mojem mnenju, lahko dal te radari. Tako da ne vem, kaj je bilo v zadnje, kako je bilo v zadnje. Ampak gledajte, kar tako dvomiti vsako stvar, ki je naredil, gledajte, zdaj pri županu Kanglerju, pa tudi ne moreš verjeti na tak način. Mislim, jaz ne morem, pa niso, veste, da nismo dobri kot nismo prijatelji, ampak spet ne morem reči, ja, vse to je on naredil spenjačo, vse posod je vzel. To se gospodu Pukšiču ne more zgoditi, ker on tega vsega ni naredil. Gospod Kangler je ogromno naredil, Maribor je naredil ogromno, zato ki ima potencial, ki ima moč. To je tisto, kar jaz vse čas govorim. Normalno župani mestnih občin, velikih občin imajo lahko take probleme. Župani takih majhnih, pač takih problemov ne more imeti. Ker niti ne morejo narediti, niso naredili, niti ne morejo narediti. Se ne rečem, da so nesposobni. Daleč od tega. Naj pokažejo svojo sposobnost in naj kandidirajo v večji občini. Naj se združijo te občine in v veliki občini pokaže razvoj, ta pravi razvoj, da bomo ljudje nekaj imeli od tega. Ne pa da se bo samo živelo na državnih jaslih. Vse pod spomeniškim varstvom. Glejte, on je pod spomeniškim varstvom, ščirka pod spomeniškim varstvom, sin pod spomeniškim varstvom in še občina pod spomeniškim varstvom. Še občino so dali pod spomeniškim varstvom. Pa ljudje božji, kdo bo to plačeval? Zdaj pa mi gremo pa iz realnega sektorja vse to ne plačujemo. To je nemogoče. Mi v realnem sektorju rabimo, mislim v javni upravi rabimo vse tisto, kar pač nujno potrebuje, policaje, medicinske sestre, zdravnike, v nekem določenem številu. Normalno tisto, kar se pač nujno potrebuje. In to rabimo. In to moramo dobro plačati. Vse te ljudi moramo dobro plačati. Ta servis pač moramo imeti. Ampak, gledajte, 500-1600, ne vem koliko ljudi, večina od tega od SLS-a je v okoljem prostor. Bivšem okolju prostor, pa zdaj so razdeljeni dve. Pa kaj bo za te ljudi? Kaj naj delajo te ljudje? Drugo kot bremzajo. Poglejte, kaj se je v teh letih naredilo, kaj se sploh dela. Gledajte, koliko ljudi. Recimo na kmetijstvu 800, ne vem koliko ljudi zaposlenih. Mislim, ljudje božji. Mislim, kar je preveč. Občin je 211 ljudje. Ma to ni normalno. Ker ni samo župan, podžupan, je cela infrastruktura. Veste, koliko ljudi je po pisarnah in podobno. To se vse podvaja. Poglejte samo upravne enote, poglejte, koliko je upravnih enot v Sloveniji. Mi imamo 3 upravne enote samo na obali. 3. Koper, Izola, Piran. Izola ima recimo 5 gradbenih dovoljenj na leto, Piran je bo 6. Pa imamo 3 načelnike, pa ne vem, kaj še vse. Veste, koliko ljudi je to? Zakaj to delamo? Jaz ne razumem, zakaj to delamo. Mi sami sebe bremzamo. Zdaj, če vas še vprašam tole, kar sem gospoda Pukšiča vprašal, v bistvu vi ste že rekli, mislim, učitelji ste gospodu Pukšiču odnos do župana Jankoviča, oziroma do njegovih sinov, oziroma kako bi pa ocenili svoj odnos do Janeza Janše oziroma Milana Kučana na drugi strani? No, jaz sem rekel to za gospoda Jankoviča, zaradi tega, ker če so on primerjal z gospoda Jankoviča, v redu, naj se. Čeprav je nebuloza, da se primerja. Ampak ko pa vedno žali ga in na tak način se primerja z njim, da mu žali sine vsakokrat, to pač marsikoga to nervira, gre na živce in jaz sem en izmed teh. Kar se tiče gospoda Janše, jaz nisem bil njegov sopotnik nikoli, smo pač nekatere stvari sva se dogovorila skupaj in sva nekako probala razbiti to rdečo, mislim, ni bila takrat več rdeča trnjava, ma je, del rdeče trnjave, ker pač takrat je LDS vodil, ampak to je pač so blizu rdečim, se pravi sedanjim SD-ju in so pač tako drugače vodili to našo državo. In res je, imeli so 34 ali celo 37, koliko so imeli teh poslancev in bili so pač močnejši od sudbine, bi se reklo. In tako da je bilo treba nekje se boriti proti tem ljudem, ker smo videli, da je zahojeno vse skupaj, da je zavoženo, da gremo v napačno smer. Uspeli smo 2004 zamenjati to strukturo, bili smo, oziroma so, tudi z mojo pomočjo, ker jaz sem dobil takrat 3% svojo stranko, 3% na slovenskem radiju, to je 30,000 glasov. To gospod Pukšič ne bo razumel, koliko je to, to je precej. Tako da, in peljali smo 4 leta. In te 4 leta, ko so peljali, ne jim reči, da je bilo uspešno. Kako je bilo uspešno, če se pa, gledajte, ogromno stvari je bilo negativnih, to treba priznati. Pogledajte Intereuropo, pogledajte marsikaj. V Luki Koper je starin še zdaj, da ni bilo tako, niti slučajno, kot skušajo prikazati v Luki Koper. Ampak v Intereuropi je bila pa katastrofa. V Intereuropi je bila čista katastrofa. Dali so nekega človeka in ta je član SLS-a, bil SLS-a, ki res ni sposoben ne samo za voditi to firmo, še kakšno drugo ne. Dosti manjšo. In to smo vedeli, da bo debakl, da bo katastrofa. In je bila katastrofa.
In še marsikaj drugega bilo narobe v tistem času. Da potem, ko je potem se je vse spreobrnilo, ravno zaradi tega, ker so bili pač rezultati, niso bili tako dobri, kot pravi gospod Pukšič, niti slučajno, je prišel na oblast famozni trojček s pomočjo ravno ljubljanskega župana Zorana Jankovića, drugače ne bi bili, in je 3 leta pač nam vladal na tak način, kot naj je vladal. Sami veste, kaj je začel delati Borut Pahor. Borut Pahor enostavno ni sposoben biti, jaz povem moje mnenje, da on ni sposoben biti na neki taki funkciji, kjer bo vodil karkoli, še podjetje, kaj šele vlado. On je postal predsednik vlade Republike Slovenije. Ima imel Gregorja Golobiča, ki je 12 let vedril in oblačil v naši slovenski politiki, sami veste, kako je bilo. Se bomo spomnili tudi na kartice, pa na kako je postal as, spomnite Keka, če se spomnite, kako je organiziral as, svoja aktivna Slovenija, stranka je bila Golobiča, vsi smo vedeli, da je njegova, in potem je priklopu za reso kasneje. V tistem času so bili oni 3, še z ministrico tedanjo policajko, ki je strateško ministrico notranje zadeve, Kresalov. In oni so zapeljali, zavozili vso zadevo in zaradi tega, ko so zavozili, so prišli do predčasnih volitev. Naj povem, kako je Gregor Golobič vozil v tistem času. 12 let je vodil državo, potem, ko smo mi prišli, ko smo se razjezili, pač smo rekli, ne, gremo mi, državljanke, državljani, z neko novo listo, stranko, probati obrniti se skupaj, tako kot smo obrnili v Kopru konec 2002, ne, so oni ustanovili preko Keka, Kek je bil pač njihov poslanec z resu, stranko, Aktivna Slovenija, on prej ni imel praktično za kapučin. Kar naenkrat stranka, velika, plakati, džamboti po celi Sloveniji, vsi so govorili, da je to stranka Golobiča, da Golobič financira. Financira se preko Miraža. Se spomnite Miraž? Famozen Miraž, vi se verjetno spomnite Miraž. No, to podjetje Miraž, jaz vam povedal enkrat, kaj se meni zgodilo. Pa boste povedali, vi ste toliko časa v državi, zakaj to ne različujete, zakaj ne raziščete? Glejte, jaz sem bil v Vrtri centru, v stolpnici Vrtri centra, ne vem, sem spomnil, kjer na stropu, v eni pisarni, me je povabil pa ta od Miraža. Sem prišel notri, že pri vstopu me je sprejela ena gospodična, ki je res gledala perfektno. Sem prišel notri, izgledal vse perfektno, vse Versace, vse je bilo Versace, vse, kar ste videli notri, je bilo Versace, kozarci, vse je Versace. In rekel, ravno zdaj so bili vsi iz ministrstva tukaj, smo delali biznis, proste nimam Dom Perignon, 7 smo izpili zdaj in dej boš kaj drugega spil. Ljudje božji, to se je dogajalo leta 2004 v naši državi. Potem so oni prevzeli oblast. Zakaj niso razčistili te stvari? Danes moramo plačati temu istemu podjetju 8,5 milijona škodnine. Če tole bi vprašal, da razčistimo, recimo, to so javne tajne. Kaj pa odnos do nekdanjega predsednika Milana Kučana? Videli smo vas na eni proslavi, v bistvu partizanski, takrat je bilo precej očitkov, v bistvu, ravno z strani SDS-a, v bistvu, zaradi tiste proslave v Kopru. No, jaz z SDS-om, jaz nisem nikoli bil član SDS-a ali pa kakšne druge stranke, razen naše, moje. In sodeloval sem z SDS-om, sodeloval sem z Janezom Janšo, ker sem res mislil, da bomo nekaj drugače naredili. Zato sem rešil z njim in sem dal vse od sebe in tudi vsi ostali, da spremenimo. Nismo uspeli priti žal takrat v parlament in pač 3 tedne kasneje so pač pozabili Janez Janša in njegovi, da pač smo tudi mi sodelovali, da smo tudi mi tukaj zraven, tako da spet tudi tiste 4 leta mestna občina Koper ni imela od tega nič. Jaz nisem hotel zame, ampak za mestno občino Koper, za razvoj naše južne Primorske enostavno nismo dobili nič. Ne? In normalno stvari mi niti slučajno nismo mogli zadovoljni. Ravno tako je bilo kasneje, to je bilo na prejšnjih predčasnih državno-zborskih volitvah, ravno tako smo šli že pred njim formalno v predvolilno koalicijo in enostavno takoj ne po zmagi, po prevzemu oblasti, ker izgubili smo, moramo vedeti, da je zmagal Zoran Janković s Pozitivno Slovenijo, ampak ni uspel sestaviti koalicije, smo uspeli sestaviti mi in je pa spet Janez Janša pozabil. Tako jaz sem z njimi v korektnih odnosih, ampak kar se tiče politike, me pač ne prepriča več. Jaz sem bil zraven zaradi tega, ker sem tudi sodeloval pri programu, pri pisanju programa. Ta program je za mene, kar se mene tiče, perfekten, ta 10+100 še vedno bi stal za njim, ampak enostavno, ko so prevzeli vlado, se tega programa niti slučajno niso držali, niti približno. Začeli so se kregati sindikati, 5 mesecev se kregali, hoteli so znižati plačo za 15%, kar čez noč. In se domenimo to niso rekli. Če ti znižuješ plače, tako sindikatom kot penzije, kaj to pomeni? To pomeni, da bo kupna moč toliko še bolj padla in to pomeni, da nas čaka samo bankrot. To je vse zgrešeno. Treba znižati davke, treba uvesti blagajne, treba
prikazati vse promet, ampak z normalnimi davki, da ljudje sploh lahko plačajo te davke in da lahko zaslužijo. Ker če mi realni sektor ne bomo dvigali, potem ne bomo imeli več za plače, ne bomo več za penzije. Ampak to ni normalno, ljudje božji, ker potem je bankrot države. Če ti znižuješ penzije in znižuješ plače, gremo direktno bankrot. To se ne sme dogajati. Ne sme. Še gospod Pukšič, izvolite. Hvala lepa, jaz mislim, da bo do konca porabo za to. Ne, se imamo še eno tretjino, tako da... Že, ampak ni korektno, da 15 minut skupaj natolcava vse gor in dol. Glejte, jaz bom, kar se kolega Popoviča tiče, naredil takole. Torej, jaz ne vem, kaj je 30.000, mi ne vemo nič, oni ne vemo nič, torej on je seveda najbolj pameten. Med drugim skupaj z Jankovičem, ki so zadolžili Stožice, ki je ena izmed bolj zadolženih občin v državi, njegova najbolj zadolžena in tako dalje. Jaz se na te nivoje ne bom spuščal in mu tudi več ne mislim replicirati oziroma odgovarjati na to. Dejstvo je, da se je z SDS-om, kar je seveda sem jaz tudi SDS-u zameril, toliko spolizo, da takrat SDS ni glasoval za občino Ankaran, ker drugače je imel politiko ustanavljanja malih občin, ker je pač videl v tem dobro. Dejstvo pa je, da sedaj mesečno se lahko sam pove, koliko dobiva tudi iz blagajne SDS-a, ker je sodeloval v tistih volitvah, zadnjih parlamentarnih volitvah skupaj z njimi. In še nekaj, danes me je prepričal, da bom nekaj naredil, tako kot sem vztrajal pri zakonu o financiranju občin, pri vračanju tistim, ki so gradili javno telekomunikacijo, cirka 200 milijonov evrov so dobili nazaj tako ljudje kot lokalne skupnosti in so seveda s tem tudi ustvarjali, bom rekel, kvaliteto v svojem življenju, da bom predlagal zakon, da vsi tisti, ki so bili kadarkoli pravnomočno obsojeni, za karkoli ne morejo več upravljati javne funkcije. To bom naredil. Sedaj pa, ko kritizira on, torej bivšo vlado, kako in česa ni delala, veste, dve stvari smo naredili takoj. Torej, spravili smo se začetek delati državnega holdinga, da bi se z vsem državnim premoženjem pač upravljalo in seveda, kar je bilo najhujše, je bil zakon o slabi banki. Ker v zakonu o slabi banki je pisalo, da tisto, kar bo šlo na slabo banko, tiste mape več niso zaupne narave. To pomeni, se odprejo in dole seveda piše, kdo je bil kreditodajalec, kdo je podpisan kredito, kdo je bil kreditojemalec in seveda pod kakšnimi pogoji. Dejstvo je, kar ugotavljamo tudi na komisiji, kar je iz dokumentov razvidno, da je nekdo za odobritev kredita, ne vem, 10 milijonov, je trajala razprava na tistem odboru približno 40-45 minut in so vse prevetrili. Potem je pa prišlo za odobritev kredita za 50, 70 ali pa ne vem, še večje vsote. Takrat pa je samo nekdo namignil pa rekel, ja, se o tem pa smo se že seznanili. Pa je bilo v 5 minutah vse skupaj končano in so bili ti krediti odobreni. Torej, tu je bil naš glavni problem. In koliko prahu se je dvignilo, ko smo mi hoteli spremeniti nekaj, ne vem, frizere, pa rože, pa ne vem kaj, iz 8,5 na 20%, zdaj je Alenka dvignila za 2%, za 1,5% na nižji stopni, vsem v celotni DDV, pa seveda nič narobe. V tem času res druga nismo naredili, kot samo dvigovali davki in to nas pelje v katastrofo, sploh še pa z takimi skorumpiranimi politiki, kot jih v državi imamo in našo sodstvo, tožilstvo ne naredi nič. Dobro, jaz bom, gospod Popovič, vam dam, zopet smo prekoračili čas, vam dam, samo pogledamo, na kratko glasno nadaljujemo z gospodom Popovičem, pa predvsem, kako vidita bistvo rešitev te situacije politične, ki je pač v kateri smo danes in kjer Desus grozi, da bo zapustil koalicijo. Se rad vsekakor rešil svojih političnih nasprotnikov na drugačen način. Ne na način na volitve, pa da bi ljudje povedali, kaj so naredili, koliko so vredni in tako naprej, ampak sodni poti, po taki poti, po drugačnem, on bo spet zamenjal zakon, bo predlagal, zamenjamo zakon in gremo vse vršt ven, vse tiste, ki so nam nevarni.
Nočemo tistih sposobnih, da nas vodijo sposobni, ampak nesposobni. Svaj nesposoben Sposobni ima za edino lastni žep. sposobnost, da ne sposobi sposobne. To je ono, kar sem rekel že za prej. lastni In žep. to je gospod To ste vi. Pukšič. To je gospod Pukšič. Ne povem, še enkrat povem. Eno stvar še na občini mi ni noben nič dokazal, še niti eno stvar v vseh teh letih. Naj povem, a naredili smo, sami veste, ogromno. To se lahko vidi, kaj smo se naredili. Glejte, obtožen sem bil, oziroma obsojen sem bil za to, no, na denarno kazen, okej, zaradi tega, ker sem rekel pogrebniku Tomosa, poslušajte za dobro, pogrebniku Tomasa, oziroma človeku, ki je uničil Tomos, ga je speljal v stečaj in je poslal 2400 družin domov na ulico, 2490, to je 2400 družin, sem mu rekel, da je pogrebnik Tomosa. Pogrebniku sem rekel, da je pogrebnik in sem obsojen. Oziroma, pardon, naj bi bil pogrebniku, oziroma človeku, ki je spravil v stečaj Tomo, sem rekel, naj bi bil pogrebnik in ker sem rekel takemu človeku, da je pogrebnik, sem bil obsojen. A to je normalno? To je eno. Treba ljudem povedati, kako je. Kaj pa Pukšič govori tajkunom, za njega so vsi tajkuni, kar tako obtožuje ljudi. In zdaj kar nekaj sposobnih ljudi je, nekateri se zaslužijo, nekateri so pa tudi zelo sposobni, neprimerno bolj sposobni od mojega sogovornika, pa mogoče tudi od mene, pa še kakšnega drugega. Naj povem, kriv je za vas kriminal na obali. Sem rekel bivšemu kriminalistu, šefu kriminala, da je kriv za vas kriminal na obali, ker pri nas je bilo vse po drogu, to je bilo dilanje posod, pri vsaki šoli, pri vsakem vrtcu posod je bilo dilanje. Veste, kaj je bilo pri nas? Spomnite se, kaj je bilo, obala je bila znana potem. Danes so vse šole ograjene, posod so varnostniki, vsi vrtci ograjeni, vse novo, nova igrala in tako podobno. Danes dilanja pred šolami vrtca absolutno ni. Danes prej so metadon so delili v centru mesta, danes je to ob novem zdravstvenem domu, ki smo ga zgradili mi v času mojega županovanja, zraven novega gasilskega doma, zraven je policijska postaja, ob policijski postaji, da imajo to vse pod kontrolo. Ljudje Bože, mi smo ogromno naredili. Rekel sem novinarki, da je Ljubica od Brede Pečan. V smislu Ljubljaka od Brede Pečan, ker piše dobro za Bredo in slabo zame. Naredili so cel kažin, da sem rekel, in Breda Pečan je odgovorila tako, jaz že nisem lezbika. In nastalo je pač smeh iz tega. Jaz sem pač čisto nekaj drugega mislil. A zaradi teh stvari jaz ne morem biti več poslanec, ne morem biti župan, ne morem biti predsednik vlade, ne morem minister, ne morem biti nič. Seveda, najboljše ste samo vi, logično. Samo vzvišeni gospod Pukšič in njegova stranka SLS in SDS. No, naj povem, okrog 1500 evrov približno nam bi moral SDS nakazovati na mesec, ker je že rekel gospod Pukšič, naj povem, koliko SDS plačuje mesečno. Približno 1500 evrov, ampak to je za te na osnovi naših glasov, kar je prav, kar je pošteno, čisto normalno, ker mi smo nekaj vložili v to, ne? In morali bi to dobiti. Bili so, mislim, da mesec ali dva, ne vem, če smo 3, in potem so ustavili, nam ne plačujejo več, tako da veste, kar se tiče te vaše bivše stranke, kar se pa tiče vas. SLS, povejte, koliko dobiva SLS za to. In se lepo redite in pijete in se veselite s tem denarjem. Prostite, zdaj za vas je v redu, da dobivate, za nas pa ni v redu. Spet dvojna merila, se pravi, dajmo predpisati, da samo SLS lahko dobiva. Ravno tako, kot hočete zdaj pač ukiniti financiranje občin, mislim, ne občin, volitev, financiranje ukinemo, noben ne sme financirati nove občine, seveda neke stare so že dotirane. Te, ki so v parlamentu, že dobivajo dotacijo od države. Je normalno, spet ne bo imeli konkurentov. Super, veste kaj, dajmo vas, teh istih, ki se danes predlaga, da boste tam doživljenjsko. Evo, to je rešitev. Dobro, verjetno bo gospod Pukšič imel repliko, ampak vendarle, kako pa vidite recimo situacijo današnjo, če gremo gledati, danes je gospod Erjavec se dobil z predstavniki upokojencev in pač povedal, da če bojo upokojence vzeli te regrese letne, da bo šel iz koalicije in predlaga glasovanje o zaupnici vladi. Kako ocenjujete, mislim, kje vidite pravzaprav rešitev tega? Jaz? Ja. Jaz vidim absolutno rešitev v predčasnih volitvah. Predčasnih volitev imamo vedno upanje, da se bo nekaj novega zgodilo. In to je treba čim prej narediti. To je jasno, da pač tudi ta vlada ni sposobna. V tej konstelaciji smo probali Janeza Janšo in njegovo vlado, njegovo opcijo, svojo desno opcijo, tudi ki je gospod Pukšič, in smo videli, da so nesposobni, da so katastrofa za čas krize, vsaj za čas krize.
In zdaj vidimo tudi ta vlada Alenke Bratušek katastrofa za čas krize. Tako da jaz sploh ne vem, kaj čaka predsednik Desusa, da gre ven. Se vidi, da so naši upokojenci obubožani. Mislim, ne vem sploh, kaj čaka. Treba je nekaj novega. Mi moramo nekaj izumiti, mi moramo davčno politiko se loti drugače. Ne vem, zakaj kaj čakajo s temi davčnimi fiskalnimi kasami. Jaz ne vem, kaj čakajo s temi stvarmi. Zakaj ne nižajo davke? Zakaj nihče ne vlaga v Slovenijo? Zakaj nihče ne pride od zunaj? Mi gledamo, če kdo ima 2 evra več, ima kakšen boljši avto, ga je treba takoj zapreti. Tako gospod Pukšič videl, ta ima več od mene. Bam, tajkun. Tajkun. On je tajkun 100%. Krade, laže, bolhe je. To je sistem Pukšiča in podobnih. In dokler tako, mislim, ne moramo iti naprej. Ne moramo iti naprej. On je prijatelj, ne vem, kjerih vseh držav, prijatelj vseh sosednjih držav, pa Bolgarije, pa ne vem koga še vse. Gospod Pukšič, ni pa prijatelj nas, Slovencev. To je problem njegov. On ni prijatelj nas. On bi mogel biti tudi naš prijatelj, če hočemo iti naprej. Mi se moramo enkrat zediniti v tej politiki in reči, kaj hočem iti naprej. Pol moramo znižati davke. Ne smemo zniževati plače, ne smemo zniževati pokojnine, ljudje božji. Mi moramo pospešiti potrošnjo in druge ni. Takoj bom dal besedo gospodu Pukšiču. Mislim, da imamo še en klic, telefonski. Dobro večer. Dober večer. Ja, izvolite. Imate kakšno vprašanje na kratko za naše goste? Zelo na kratko. Ja, izvolite. Jaz imam za vas vprašanje, no? No, povejte na hitro. Vas bom vprašala, ne? Zakaj ste povabili v studio 2 župana, če ima koprski monolog? Dobro, takoj popravljam. Koprski župan ima monolog. Do zdaj ga ni bilo nikjer videti, zdaj, ko ima v ekipi Gašperja na kvadrat, je pa pameten, kot stomater. Dobro, hvala lepa. In bom rekla, da drugič ga pravite samega, no? Sprejeta kritika, izvolite, gospod Pukšič. Glede na to izjavo poslušalke oziroma gledalke in tudi prejšnjega in glede na to, da pač poznam, kako utripajo v tej naši državi, sem že prej povedal, da gospodu Popoviču ne mislim več replicirati, ker tako žaljiv, nesramen ne morem biti in ne želim in nikoli ne bom. Zato o tem ne bom več. Kaj pa glede situacije, oziroma verjetno se pa strinjate vsaj v tem, a se strinjate s predčasnimi volitvami, oziroma SNS je predlagal tehnično vlado v bistvu? No, veste, SNS je predlagal tehnično vlado na način, da ne bi v tej tehnični vladi sodelovala nobena od političnih strank, ampak samo stroka, torej samo strokovnjake. To bi bila tehnična vlada, kjer bi vse parlamentarne stranke, torej v bistvu jo podprle in seveda se, jasno, tehnični vladi se določi program, torej kaj se bo realiziralo prvič in drugič določi se, torej kako dolgo bo ta vlada delovala. Potem ne bi bilo Erjavca, ki tako kot vedno, ko mu gre pač za nohte, na nek način izsiljuje z svojim načinom, čeprav se strinjam, da so seveda pokojnine naših upokojencev daleč prenizke, sploh tiste, ki so, veste, pod robom. Strinjam se, da je bilo zelo katastrofalno narobe tudi z njegovo pomočjo v prejšnjem mandatu, torej Erjavca v prejšnjem mandatu pri Pahorju, vzetih cirka 14.000 pokojnin, tam po 120 ali 150 evrov, 180 evrov, kmečkemu prebivalcu, tistim obrtnikom in tako dalje. Torej, to se strinjam. In pravite, kako naprej. Poglejte, ta tehnična vlada bi pripravila proračun prej, kot bo prišla trojka in nam ona postavila pogoje, ker če ne bo sestavljen proračun, realno ne bomo dobili zelene luči, zadolževanje po ameriških trgih več ne bo šlo, ker jasno tega Evropa ne bo pustila. No in kaj bi ta tehnična vlada lahko naredila? Torej predlagala, čeprav veste, da imamo v enem od zakonov možnost zaseg... Pod 12, v bistvu. Ne mislim tega. Možnost zaseg premoženja. Torej, zakon o zasegu premoženja vsem tistim, ki ne kar tako na pamet, tisti, ki ne bi v nekem določenem času mogli dokazati, odkot jim vir za
premoženje. Nič druga. In ali so od tega vira plačali dajatve, torej tu ali v tujini, in to je to. Če to dokaže, je vse ok, je legalno. Ne pa na način utaje davkov, koruptivnih pogodb, špekulacij, bančnih oaz zunaj in tako dalje in tako dalje. Torej, to je potrebno narediti, bi bilo potrebno narediti. Potem znižati definitivno davke in dati gospodarstvu, ki si. Tu se vse na tej točki se strinjate. Ja, bojim se, da se na tistem prvem ne strinjamo. Ne? Potem delo na črno omejiti, študentsko delo preko študentskih servisov in tako dalje. Veste, študent je, tako kot smo nekoč, tisti, ki smo pač hodili na fakultete, pa jih tudi končali, smo študirali, zato smo bili tam. Res je, da smo v počitnicah delali kaj občasno, da smo imeli torej nekaj priboljška. Ne pa sred študija, ne pa študij vlekli do 30. leta in tako dalje, to, kar se danes dogaja. In seveda se vpisujejo tudi zaradi tega, da se financirajo razni. Nekje sem prebral, da je za to državo pravzaprav katastrofa ta poplava raznih doktorov. In seveda, to so pa takšni doktori, ki seveda ne prinašajo z tistim nazivom, ampak se v bistvu za nazivom samo skrivajo. Poglejte, jaz poznam ljudi v državnem zboru z doktoratom, pa prenaša papirje iz ene pisarne v drugo. Ja, ljubi Bog, naj gre na delo, za katero se je izobrazila, za katero je bilo v njo vloženo in tako dalje, pa seveda žal nič od tega. No in prepričan sem, da seveda s takimi bombicami, kot jih pač sedaj deli tudi Virant, ne, da je s tem treba nehati. On pravi, ne, da bo zmanjšal število občin na 120, po drugi strani pravi, da ima koalicijsko soglasje. Na zadnje pa govori o tem, da vkoliko ne bo videl med poslanci 46 glasov, potem pa tega ne bo naredil. Še eno vprašanje direktno, če bo prišlo do glasovanja o zaupnici, pa Desus ne bo podprl recimo proračuna, boste vi podprli, SLS bo podprl recimo proračun oziroma vlado, ali kako bo glasoval? No, pogledajte, z odgovornostjo lahko rečem, da to, kar bodo pritrosli z novimi davki, z novimi omejitvami, z zategovanjem vratu gospodarstvo, kmetijstvo, podeželju in tako dalje, Slovenska ljudska stranka ne bo podprla. Še eno stvar, pa dam, kako pa komentirate imenovanje gospoda Gašperja Mišiča na čelu Luke Koper? V bistvu danes vse smo v medijih prebrali, da je predsednik uprave SOJA Tomaž Kuntarič v bistvu je bil, kot nekateri mediji pravijo, očaran v bistvu nad gospodom Mišičem in njegovim programom. Če te informacije držijo, ki so danes objavljene? Jaz lahko samo rečem, ve se in vidi se, kdo za njim stoji, in očitno imajo za tem katastrofalno velike apetite. Za državo bo imelo seveda daleč, nemogoče negativne posledice, ker to je pač nek način črpanja Kdo za njim stoji? Iz države. Ja, se pa ve, kdo se za njim stoji. Ker se pa ni obelodanilo. Dva politika, ki za njim stojita, to sta najbolj zadolženih občin, to so tisti, proti kateri so bili obsojeni, to so tisti, proti katerim tečejo postopki, vedno veste, nič se ne zgodi. 3-krat bi menda že morale biti ovadbe napisane, pa se je naročilo, da se ovadbe preložijo dol v spodnji predal. To je problem v tej naši državi. To je problem, da takšni politiki vodijo sodstvo, vodijo tožilstvo, da pri nas pravzaprav to državo vodi mafija. Proti gospodu Popoviču se očitno niso dale v bistvu na stran, ovadbe se ne dajo v bistvu, ne. Koga mislite? Ja, tri se niso dale, marsikaj pa verjetno stoji in čaka in se ne naredi. Dobro. Gospod Popovič, izvolite. Glejte, ves čas vsakokrat gospod Pukšič reče, da ne bo se več, da se je užaljen, da jaz sem pač tak in drugačen, skozi me provocira. Ves čas me provocira. In zdaj kaj ne, zdaj naj bom tiho. Glejte, gospod Pukšič, dajte me pustiti potem na miru, če ste tako labilen, potem pustite me na miru, če ne smem nič reči. Jaz pač povem, kako je.
Jaz povem dejstvo, kako stojijo. Jaz nimam nobenega sodnika, nobenega tožilca, nobenega policaja pod kontrolo, če ne bi bil hišno preiskavo vsak drugi dan. Jaz najbolj vprašam na občino, kaj je kakšna hišna, da vem, kako se obleč. Ker če imam hišno in sem cel dan s kriminalisti, pač ne rabim kravate in podobno. Ne? Tako da, gledajte, ni res in jaz s gospodom Janković nima nobenih poslov, nikoli nisem nič imel z njim in podobno. Sem samo rekel, kako vi govorite vedno o njegovih sinih. A imate kakve dokaze? Jaz delam kaj z gospodom Jankovićem ali pa z gospodom Janšo? Nikdar nisem nič delal, ne z enim, ne z drugim, pravno tudi z vami ne. Tako da ne vem, kaj hočete insinuirati. Jaz nimam nobene veze s tožicami. Kaj ima veze s tožicami? Naš stadion je plačan. Naš stadion je plačan. Noben izvajalec nismo dolžni, plačujemo kredit. Redno, kot sem že prej povedal sem obrestno mero in pika, mi smo zadovoljni. In naša občina teče dobro, zelo dobro naprej. Če gledamo, da je 5 let kriza, specialno. Tako da ne vem, kaj mi hočete učitati, ne vem, kakšne povezave imam z njimi. S tožicami, z nobenimi zgodbami, s krediti, na kakšen način, takšen, drugačen. Če bi jaz vedel, da se lahko, kot sem zadnjič povedal, da se lahko dobi kredit brez ga vračati, bi tudi jaz osebno vzel 200-300 milijonov, če bi vedel. Zakaj mi niste povedali? Nekateri člani vaših strank podobni in lobby v spregi s politiko, pa so vzeli milijarde, pa niste nič rekli. Kje ste bil? Koliko sem pa jaz vzel? Ne vem jaz, vi ste bil v politiki. Pa zakaj ste dovolili vzeli? Samo zakaj ste dovolili? Nisem rekel, da ste vi. Jaz sem dovolil, kaj sem jaz taki kredit vi ste dovolil? Jaz vi ste bil poslanec toliko let. Vi ste poslanec. Poslanec so dovolili. Nisem jaz. Res je, da Nisem jaz poslanec. Vi ste poslanec. Vi ste imel dela poslanca ne poznate. Poznate pa v ta da ne poznam. Vidite, veste, kako vi provocirate. Provocirate. Vi ste sokrivec te zgodbe, gospod Pukšič. In treba vas je zamenjati. Čim prej moramo parlamentarce moramo zamenjati. Čim prej. Vse ste krivi, da slovensko gospodarstvo, tako ste krivi vi. Sigurno ne jaz. Jaz ne morem kriv. Kot je župan ene občine, ne morem biti kriv. Kot poslanec pa bi moral biti kriv. Kot minister bi moral biti kriv. Nekdo mora biti kriv. Tudi tožilci, tudi sodniki, tudi vsi morate biti krivi. Vsak ima del svoje krivde. Tudi mediji, vsi imate del krivde. Kako lahko župan ene občine ima kriv? Vi kot župan Destrnika imate krivdo v tem, da ste kot poslanec in strankarski kolega, tako drugače od tega odunga, pač enostavno prišel prej do ministra in dobil neke godnosti. Jaz do ministra nisem mogel priti. Enostavno pa mestna občina, ki ste bili vi že vsi prej na vrsti tam. Tako je. Zdaj, to so dejstva. In zato, izvolite. Na hitro. Jaz se s to tehnično vlado niti slučajno ne strinjam, zato ker ostanejo isti parlamentarci. Spet so vsi tisti, ki so na državnih jaslih, ostanejo tam. Če smo videli, da so nesposobni, da niso za tam, dajmo probati še enkrat ljudem dati možnost, da še enkrat izberemo na novo in če še enkrat nam ne uspe, če izvolimo še enkrat isto sposobne ali pa nesposobne, potem je najboljša trojka prije čim prej. Zakaj bomo imeli tehnično vlado? Najprej trojka. Ja. Zakaj bomo mi z našimi, ne vem, spet futrali naprej te naše nesposobne poslance? Izvolite, gospod Pukšič. No ja, vi seveda ne boste odločali, kdo je sposoben, razen z enim glasom v tej državi, tako da državljanke in državljani odločajo. Imel sem tretji rezultat v državi, seveda tega niste upali povedati. Dobil preko 5000 glasov in bil 5-krat izvoljen v državni zbor. Lahko kažete list od zadnjih volitev SLS-a, seveda pa ne povete resnice. Vedno pač trgate samo določene segmente ven. Res pa je, da pa nisem utajal davkov, pa da nisem bil obsojen zaradi določenih zadev, tako kot vi. Mi smo predlagali časovno omejitev tehnične vlade, tako kot sem rekel, in seveda takoj zatem tudi volitve. Časovna omejitev pomeni potem volitve. Te volitve bi lahko bile, ali če mene vprašate, definitivno prej, torej prej z evropskimi, in če bi imeli še kaj pameti v tej državi, bi tudi lokalne, evropske in državne naredili skupaj, tako da bi končno enkrat na en dan z enimi stroški imeli vse trojne volitve in ni nobene potrebe, da bomo se vas sedaj to delali trikrat v naslednjem letu. Zdaj, če dovolite, samo še en komentar bi vas prosil, gospod Popovič. Zdaj, recimo, danes je gospod Kuntrič dejal, zaletavost politike ni dobra, moramo se zavedati, da imamo v luki pad pozicijo in da moramo upoštevati vse deležnike. Tako zaposlene, saj si ne moremo privoščiti morebitne stavke, kot tudi lokalna skupnost, kar je pravzaprav dober obet, da bo gospod Mišič ostal, da bo, čeprav naj bi
predsednica vlade temu nasprotovala, mislim pač po informaciji. Mi moramo ločiti zdaj gospoda Mišiča od lokalne skupnosti in delavcev. Delavci so se odločili, svoj glas dali jasno in glasno, so se odločili za gospoda Mišiča po svoji vesti. Naša predstavnica se je odločila za gospoda Mišiča po svoji vesti. In zdaj nas kriviti za karkoli in nam vzemati, skaznovati, vzemati glas, stolček zaradi tega, ker smo glasovali po svoji vesti, kar moramo glasovati po svoji vesti, pa je nedopustno. Potem smo spet na sistemu kot Pukšič, zdaj bo kaznovanje. In mi moramo biti vedno kaznovani. Gospod Popovič in mestna občina Koper mora biti vedno kaznovana. Mislim, kdo pa so oni, da nas kaznujejo vedno? In zdaj Pukšič, ja, treba jim vzeti, treba glasovati, treba proti. Zakaj? Gospod Gašper Gašperovič je dobil večino glasov. Pika. Izvolili so ga za predsednika Luke Koper in naj pokaže, kaj zna, kaj ne zna. In potem bomo videli, potem se bo videlo, ali ga bo odstavili ali ne. Zakaj mu se ne da možnosti? Zakaj pa, če bi bil pa gospod Pukšič predsednik uprave Luke, pa bi bilo perfektno. Na osnovi česa? Na osnovi česa naj bo gospod Pukšič predsednik uprave Luke? Na osnovi česa? Kaj je pokazal takega, da bi lahko ga izvolili tam? Kaj je on pokazal več kot Gašper Gašperovič? Ali pa ko je rekla gospa Gašper na kvadrat. Kaj je on pokazal več kot Gašper na kvadrat? Zdaj, kakšna je pa bila reakcija politikov oziroma teh, ki so pač kada, očitno, ko ste bili na pogovori v Ljubljani, v bistvu, kaj so... Jaz nisem bil na pogovori z njimi, upam, da nas bojo klicali in pač, da se bomo dogovorili človeško in kulturno, civilno, tako kot je pač potrebno in da naš stolk obstaja. Če imajo pa oni kakšne račune s kom drugim, z njihovimi člani nadzornih svetov, pa naj po zakonu obračunajo. Zakaj z nami? Kaj bomo mi s tem? Mislim tako, da pri nas bo to eskaliralo, ljudje so strašno nezadovoljni, delavci so na nogah in občanke in občani so na nogah in ne bomo dovolili. In potem se bo zgodila zgodba in potem se bo zgodil upor in potem se bo zgodilo svašta v Sloveniji. Zakaj? Zakaj je to potrebno? Da moramo iti na predčasne volitve, to vsak ve. Gospod Pukšič seveda ne bi rad, on bi rad vse skupaj čez toliko časa, čez leto, 2, 3. Ampak gledajte, mi smo v katastrofalnem položaju, Slovenija v katastrofalnem položaju. Jaz razumem njega, da on ni v katastrofalnem položaju, ker on ima plačo zagotovljeno, vedno isto, on sploh ne čuti krize. Jaz to razumem. Njegova družina ne more čutiti krize, če imajo vedno enako plačo. Ravno obratno, ker ljudje vsak dan, ki so bolj revni, so pač oni bolj bogati. In seveda njim je fajn tako, kot je. Ampak mi moramo gledati, da večina je pa takih, ki jim ni fajn. In tudi oni podjetniki in oni, ki bi radi nekaj naredili, ki imajo voljo za nekaj narediti, pač nam ni fajn. To se pravi, so se te strasti umirile oziroma so se ti akterji proti gospodu Mišiču nekako potegnili nazaj in umirjajo strasti, kot bi lahko ugotovimo vse iz teh medijskih zapisov. Jaz sem danes to v medijih prebral in vidim, da pač se stvari normalizirajo in se bo čas. Izvolite, ste hoteli imeti besedo oziroma vi sicer niste, ne vem, koliko je bilo tisto resno, da bi Talum takrat prevzeli, drugače pa niste v bistvu posegali po teh, oziroma iz politike niste imeli teh, bi rekel, želja, da bi šli iz tega ven, iz županskega ali pa iz... Veste, pravzaprav nisem imel nobene želje iti v politiko sem slučajno padel. Delal sem v gospodarstvu, tako kot sem že prej omenil, potem, ko sem končal fakulteto, tudi kasneje sem delal na srednješolskem centru. Skratka, veliko tega hidromontaže na Petrokemija v Kutini, ko smo gradili novo podjetje, vodosne regulacije kot elektroinženir, pač vem, kako se tudi... Vi ste matematik sicer? Ne, nisem, jaz sem univerzitetni diplomiran elektroinženir, energetik, Jako Tokaš, vendar seveda, da bi šel iz politike takoj in če se v življenju ne bi delal pravzaprav več politike, ker zdi se mi, da bolj se trudiš, bolj si pošten, bolj si načelen, bolj opozarjaš na take lumpe, kot je kolega poleg mene,
seveda slabše prije skozi, žalite, šimfa tvojo družino, žali, šimfa ljudi, vse tiste, ki prihajamo iz podeželja. Skratka, vse meče, bom rekel, na takšen, so pa seveda ta glavni in bogi revež, meni se res mili, verjetno bomo trebalo njemu pa Jankoviću dati za kakšno žemljico, da boste preživeli. Jaz bi sam prošel še, če nam pokaže režija rezultate glasovanja, kdo vas je prepričal v tej debati. 61% je prepričal gospod Popovič, 39%. Če lahko, mogoče še, mislim, zaključno besedo dajem še vam, gospod Popovič. Ja, ljudje se odločijo tako, kot mislijo in nima nič proti temu, tudi če je bil obratni rezultat. Kaj pravite na to izziv, v bistvu še gospoda? Nima smisla, da odgovarjam, ker pač on je to rekel, da nima smisla in je vedno odgovarjal in me spet provociral. Tako da jaz ga zdaj ne bom provociral, jaz sem povedal vse tisto, kar sem mislil povedati. Upam, da bomo vsi skupaj ljudje prišli k pameti in da bomo končno šli na popravi poti sprave, da bomo sodelovali. Jaz nimam nič proti temu, da sodelovali z gospodom Pukšičem, pa zdaj se res kaj podobnega. Oni pač ne bi radi sodelovali z mano in z ostalimi, ker pač nas že enostavno enačijo z ne vem kom. In tu je težava. Jaz, zakaj ne? Kdo je sposoben, zakaj ne dela? Ampak dajmo tistega, ki je sposoben za nekaj, na tisto mesto, kjer je sposoben. Vsak od nas je za nekaj sposoben. Težko je najti kakšnega, da ni sposoben za kaj. In mislim, da je brez veze, da se nekdo na silo je na nekem mestu, za kar ni najboljši. In pika. In če Gašper Mišič se bo ugotovilo, da ni najboljši za tam, bo šel, bo mogel iti. Jaz bom prvi, ki bom dal glas ali pa pomagal, da bomo dobili glas, da bomo pač šli stran, da bo šel stran. To je dejstvo. In tudi jaz, če bi se čutil nesposobnega za biti župan Kopra, pač ne bi bil več, ne bi kandidiral. Pika. Tudi odstopil bi. Jaz imam jajca in bi tudi odstopil. Jaz se upam. To je problem. Ampak mislim, da sem dober za to funkcijo. In bom probal tudi kandidiral tudi na naslednjih parlamentarnih volitvah. Ampak tudi na parlamentarnih, zakaj pa ne? Treba probati. Vsak od nas ima pravico in dolžnost, da se trudi pomagati svoji lastni domovini. In zakaj jaz ne bi? Ne vem, jaz imam res svoj glas, ampak jaz lahko s svojim delom, s svojim znanjem lahko pomagam tudi kje druge, ne samo kot župan. In tako da bom probal. Gospod Pukšič, izvolite zadnja beseda. V bistvu pa. Čestitam kolegom, da je bil bolj prepričljiv. V moji občini nihče ni vedel, da sem danes tukaj. Mogoče je v kakšni drugi bilo kaj drugače. Žalostno pa je, da ta rezultat, torej ljudje so odločili, tako je, da pa seveda drugih rezultatov ne priznava. 5krat so volivke in volivci odločili, da sem pač bil poslanec in župan in vsak od nas, pravite, ima pravico se truditi čim boljše, razen seveda jaz in nekatere. Gospod Popovič, ponovno kažete samo eno zadevo od enih volitev, žal ne pokažete pa seveda vseh ostalih, o katerih sem govoril, vendar tega niste sposobni narediti, zato pa smo tam, kjer smo. Dobro, jaz bi, če ni več... Lahko samo povem čisto vse imam s sabo, vse posodke so bili na volitvah, vse rezultate, ampak mislim, da je jasno, da so provokacije brezpotrebne, mislim, da je potrebno našo politiko spremeniti. To mislim, da je zdaj danes jasno že vsakemu otroku. In to je res, tisti, ki so koruptivni, ne morajo biti v politiki. Dobro, jaz mislim, da jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje v nocojšnji oddaji Vročih stol, bilo je zelo polemično in zanimivo, seveda zanimiva debata. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.